Ljubljeni in ljubljene, ljubezen z vsemi vami. Pred nami je kanalizirano sporočilo Svetega Duha z naslovom Sveti Duh in njegovo delovanje. On vas bo peljal v resnico. Torej, Sveti Duh zaobjema božansko zavest Kristusa in prisotnosti jasen, ki je vsakomur, ne glede na vernost, nevernost ali podobno. Sveti Duh se uteleša kot ljubezen, modrost in moč v srcu vsakega posameznika, ne glede na to, ali ga priznava ali ne. Ker namreč on je izvor življenja, ki je od zgoraj in se udejanja tu spodaj. Zatorej je prisoten in dejaven v vsakomur. Saj ko ne deluje, bi to pomenilo smrt fizičnega telesa in prehod duše v onstran. Bolj ko odpremo srce, kar bi pomenilo, bolj ko odvržemo razne predsodke, pričakovanja, omejitve in predstave, bolj ko izklopimo umsko dogajanje, bolj ko smo v stiku s svojo resnično naravo, ki jo najlažje prepoznamo v srcu skozi delovanje Svetega Duha. Njega ni potrebno klicati, ker je vselej tukaj in sedaj. Potrebno pa ga je le začutiti, se poenotiti z njim in mu dovoliti, da deluje skozi nas, da nas prežema in objema s svojo lučjo, ognjem in besedo. Sveti Duh je neločljivi del človeka, je sam človek na notranjem nivoju, ki zunanjega človeka dvigne oziroma povrne nazaj v njegovo prirojeno stanje božanskosti, kjer človek vnovič prepozna svojo resnično človeškost in božanskost, svojo neodtujljivo dediščino Božjega kraljestva, ki biva v samem njemu in mu je dostopen le preko ljubezni, ki je rožnata plamenica trojedinega, samoohranjujočega plamena v srcu, ki je ključ od vrat nebeškega kraljestva ravno tukaj in sedaj. Ljubezen do sebe, vsega in vsakogar je ključ v rokah apostola Petra. Ta Peter pa je vsakdo izmed nas. Vsak sam odloča, kako in kam. Vsak ima te ključe raja. In vsak se sam odloči, ali bo odklenil ta vrata in dovolil, da se prerodi v duhu in resnici. Sveti Duh kot notranja modrost, ki jo uprizarja zlata plamenica trojedinega samoohranjujočega plamena, odpira oči oziroma oko in zavest posamezniku, da uvidi in doživi svojo lastno Kristusovo zavest. Torej, vnovično posinovljenje Božjih otrok, ne le po veri, ampak tudi po spoznanju, vedenju in predvsem po izkustvu. Namreč sugerira nam, da je potrebno Sina Božjega, tega Kristusa, ki je v nas,
ki je neločljivi del vsakega posameznika, postaviti na prestol v srcu, kjer gori sveti ogenj, da prevzame svojo dediščino, kraljestvo, kar bi pomenilo popolno utišanje nižjega jaza ali ega, ki je razbojnik v očetovi hiši. V končni fazi vse, kar želite dojeti in spoznati, to doživite preko Svetega Duha na notranjem nivoju. Če to le želite in ste pripravljeni sprejeti resnico, ki ni od tega sveta, ki prihaja iz notranjosti, ki je čista božanska gnoza. Vsakomur bo dano toliko, kolikor bo v danem trenutku sposoben nositi oziroma sprejeti. Vsekakor to se sčasoma spreminja. Sveti Duh kot notranja moč, ki jo uprizarja modra plamenica trojedinega samoohranjujočega plamena, uteleša spoznanje in razumevanje Božje volje in načrta za vsakega posameznika, kakor za človeštvo, zemljo in samo vesolje. Tu prejemamo moč, ki ni od tega sveta, a namenjena je za udejanjanje samega božanskega načrta za ta svet in v tem svetu. V sodelovanju s Svetim Duhom v sebi širimo in uravnovešamo trojedini plamen, kar nam prinese veliko dobrega, na katerem koli nivoju zavesti in telesa. Torej, prejmemo darove in sadove njega, torej Svetega Duha. Torej, začnemo utelešati naravo višjega oziroma ljubljenega Kristusovega jaza v nas. Postanemo izvir žive vode, živega Boga, zase, za vsakogar in za vse. In potem lahko v duhu in resnici rečete: O, pridite, pridite in pijte ter večno živite, o vi, ki ste obteženi, žejni, lačni in obremenjeni, ter vedite, nikoli več žejali ne boste in sami boste postali ta isti izvir, ki se izliva za vsakogar in vse, ravno tukaj, sedaj in vse povsod za vekomaj. Srce je oltar večnega ognja. Tu je ta famozna kamrica, kjer je ljubljeni oče, ki je ljubezen na skrivnem, ter sliši in usliši oziroma udejani vsak klic sina ali hčere živega Boga. Vaše telo pa je tempelj Boga, vaše srce njegov oltar. Vaš je posrednik njegov in vaše telo postane na koncu orodje njegovih manifestacij. Torej, v kakšnem stanju je vaš tempelj, vaš oltar? So se mogoče razbojniki v njem naselili? Je morda poln prahu in mrčesa? Je mogoče v njem polno malikov, idolov, lažnih bogov, ki zanikajo vašo lastno Kristusovo naravo in božanskost? Le poglejte, dovolite si pogledati resnico
in si odgovoriti, kdo je svečenik tega svetišča. Kdo ali kaj je tisto, kar vam onemogoča se prepoznati in spoznati kot Božji otroci, kot bogovi znotraj enega vseprisotnega Boga, jaz sem, ki sem. Odgovorite si, prosim, komu ste predali Božje kraljestvo, to lastno dediščino, to ljubezen, moč in modrost. Vse to si lahko povrnete, vendar sami v sodelovanju s svojim Bogom znotraj sebe. Torej, v moči ljubezni in modrosti Svetega Duha, ki biva v vas in je vaša neodtujljiva inteligenca, mir, radost, harmonija, vaša notranja identiteta. V imenu njega odženite te razbojnike, počistite prah in odstranite mrčes. Izničite lažne bogove, samonavržene idole zanikanja. Izbrišite vso to nevednost in neznanje. Zamenjajte tega lažnega svečenika s samim seboj, ki ste Kristus v sebi. Vzemite nazaj svojo dediščino, ki je znotraj vas, in živite svojo Kristusovo naravo. Živite svojo lastno božanskost. Spoznaj, dojemi in vidi. Leti in samoti se lahko odpreš Svetemu Duhu, Kristusu v sebi in Božji prisotnosti. Jaz sem, ki si ti. Resnični ti. Nihče, resnično nihče, ti tega ne more dati. Saj vse že imaš v sebi. Vendar le začuti, spoznaj, dojemi in deluj v najvišje dobro sebe, vseh in vsega. On, Sveti Duh, tvoja notranja identiteta te bo vpeljala v resnično resnico. V tisto resnico, ki te popolnoma osvobodi. Ljubljeni in ljubljene, bodite blagoslovljeni v moči ljubezni in modrosti njega v vas. Njegov mir in ljubezen naj je vselej v vas in okoli vas. Sporočilo sem prenesla Ašana Jurič. Ljubezen z vami. Namaste.